1 km/h zmanjša verjetnost nesreče za 4%. Teda jaz se nikoli nisem ukvarjal s tem, koliko bi naj bil ta priliv, in ga v glavi nijem niti na mesečnem nivoju, niti na letnem. Če kaj od tega bo, bomo imeli dodaten vir, najverjetneje za asfalt, da bomo lahko še malo hitreje vozili ali kaj. Kar se pa tiče samih številk, se zahvaljujem pravzaprav za potrpljenje vseh, ki so 8 mesecev smo od sprejema rabili, zato da smo 8 mesecev s pomočjo tudi vas, dragi mediji, hvala za to, komunicirali, da bomo radarje uvedli, in potem smo en mesec merili brez računov in gotovili, da 100 000 prekrškov je bilo v enem mesecu. To se pravi, da smo pravzaprav jaz skoraj moral odstopiti zaradi tega kot župan, ker nisem radarje uvedel prej, ker sem se kao, bi mi lahko nekdo očital, da bomo imeli proteste kot leta 2012, pa se nisem tega bal. In sem zdaj vesel, da imamo učinek, da se hitrost zaradi radarjev tudi na teh mestih znižuje, odkar so uvedeni. In zdaj pa gremo malo branja, ker teh vseh številk nimam. Torej v tem mesecu od 11.8. do 10.9. podatke bomo tudi posredovali, je bilo ob upoštevanju tolerance že, ki je kar visoka, torej da se ne bi preveč nabralo, v prekršku 2708 osebnih vozil in 7 tovornih. Povprečna hitrost v tem merjenem času je sedaj 31, prej je bila 34 km, maksimalno 111. Povprečna hitrost tovornih vozil je zlomka celo višja kot osebnih, 34 km, maksimalna 53, to so tista vozila, ki se še težje ustavijo zaradi tonaže, če bi kakšen otrok skočil na cesto. 32 voznikov je vozilo med 71 in 80 km/h, pri 33 vozniki 91 do 100, en voznik 101 do 110, en voznik med 111 in 120.